Zalite kleti, drevesa na cesti, prerešetane in odkrite strehe. Po Sloveniji še vedno odstranjujejo posledice včerajšnjih neviht s točo. Vrtnine in poljščine so ponekod popolnoma uničene. Deževalo je še tako in tako, te sem šla malo vrt pogledati, ful sem bila pač žalostna, ker pač si nekaj predelaš in je potem vse uničeno. Tako da je res škoda. Toča je veliko škode povzročila tudi hmeljarjem. V Savinjski dolini pravijo, da tako velike toče sploh še niso videli. V Podravju pa je toča povsem prekrila tla. Leja Hrovat. Popoldne okoli 5. ure je nevihta zajela tudi naselje Gotovlje v spodnji Savinjski dolini. Je bilo kar hudo, no. Ko je šla kar na suh je prišla toča, če deža prej, ne. Toča radi bila kot orehi, tudi kako jajce padla mis. Mitja Štajner je bil, ko se je začela nevihta pri sosedu. Pa že ta skliče, da je prerešetal hlev, ne. Da smo pol prišli domov, da smo noter pokrivali, pa mrvo, pa take zadeve, reševali, kar je bilo. Kot pravi, bo potrebno zamenjati celotno streho. Koliko ne, vsaka salonitka je prerešetana, ne. Na terenu je bilo kar 38 gasilcev iz 4 gasilskih društev. Intervencija pa se je zaključila šele nekaj čez polnoč. Na gospodarskih poslopih, tako na stanovanjskih hiših smo se odločili, da smo zadevo začasno prekrili, da bo prišel krovc. Sodelovala so še pa sosednja društva. Na obrobu Celjske kotline, kjer se trenutno nahajamo, je včeraj zapadlo več kot 60 mm dežja na kvadratni meter. Poleg stanovanjskih in gospodarskih objektov pa je bilo uničeno tudi ogromno poljščin. Toča je hudo prizadela tudi hmeljarja Vinka Štormana, saj je, kot pravi, škoda na hmelju velika. Posla bo videli po mojem tudi po kakih parih dneh, eni tedno, ko bodo tiste vejice gor suhe gratale, ko pa tudi kvalitete izgubimo. Na pridelku izgubimo. Kot je povedal, je v preteklosti toča že pustila posledice. Ampak tako debela še pa ni bila, no. Bila je toča nekaj debela kot, malo bolj debela kot koruza, ali pa rekel kot fižol. Tako debela še pa jaz v svojem življenju nisem doživel. Hudo neurje je zajelo tudi Hotinjo vas, bela toča je popolnoma prekrila tla. Prvi trenutek je bil pravi šok, ker je bilo, kot da si sred zime prišel domov, belo je bilo totalno. Takole je toča debela kot oreh pridelek povsem uničila v parih minutah. Je pa res, da zdaj je avgustu, tako da ne vem kaj, ne moramo pričakovati, ne, da potem še zraste potem do jeseni, nekaj malega že, ne. O pestrem vremenskem dogajanju pa so poročali tudi iz Hrvaške. Fronta je namreč prečkala Istro in se pomaknila proti Dalmaciji. Pri Umagu so v objektiv ujeli vodno trombo, pri Poreču pa so opazili nenavaden pojav, pri katerem se je morje v samo nekaj minutah dvignilo za kar pol metra, rahlo poplavilo obalo, nato pa se je gladina naglo spet znižala.